Živijo. Danes vam bom pokazal, kako iz kriptomata na vaš bančni račun prenesete evro sredstva v primeru, da prodate svoj kripto. Danes sem vam že poslal en mail, v katerem po korakih opravim nakup bitcoina s kreditno kartico. Zdaj pa, nakup s kreditno kartico je ponavadi dražji, ker so tu še provizije za kreditno-kartične ponudnike. Zdaj vam bom pokazal, kako se na kriptomat aplikaciji prenese sredstva iz vaše banke na kriptomat. Zakaj bi to delali? Razlog je v tem, da ko boste izvajali transakcijo, torej ko boste kupovali kriptovaluto, katerokoli že, boste pri tem imeli manjšo provizijo. Pa se kar lotim. Najprej sem odprl kriptomat aplikacijo in na prvi strani imam tretji gumb, na katerem piše nakaži in je znak evro. Tapnem ta gumb in odpre se mi stran, na kateri so vse informacije, ki so potrebne za nakazilo. Na vrhu imam prejemnika in številko računa oziroma IBAN. To je v redu, da je IE. To je ok. Ker ljudje sprašujejo, kako je to, da ni slovenski račun. Kriptomat ima namreč račune po celi Evropi. Okay? V tem primeru je najboljša opcija ta račun. Torej, če želite to prenesti v svojo mobilno aplikacijo, to lahko tudi zelo enostavno naredite s tem, da tapnete na to ikonico za kopiranje, se pravi ta dva lista. Se pravi, tapnem in vidite, to je kopirano. Zdaj se lahko prestavim v svojo bančno aplikacijo in tam to skopiram. Tega v tem primeru zdaj ne bom delal, ker imate vsi verjetno svojo bančno aplikacijo in vsaka je drugačna. Prejemnik je tukaj napisan, naslov, mesto ter država. Če je potrebno, v nekaterih primerih je to tudi potrebno, je treba napisati tudi banko prejemnika. Tukaj lahko razprem in pogledam vse detalje banke prejemnika in zopet lahko to prikrijem. Podatki o plačilu so najbolj pomembna stvar. Namreč po tej referenci vaše plačilo vežemo na vaš račun. Ampak brez skrbi, če te reference nimamo, se ta denar ne more kar izgubiti. Kvečem bi prišel nazaj na vaš račun. Zelo pomembno je, da uporabite to referenco, torej v tem primeru je RF in tako dalje, neke številke naprej. Kar se tiče same reference, uporabite NRC. To pomeni, da nekateri morda tudi nimate podpore za to, oziroma nimate te možnosti. Če je nimate, potem izberite SI in upišite kot model 99. Nekatere bančne aplikacije so bolj sodobne, nekatere manj, ene imajo to, ene nimajo. Zdaj, tukaj piše znesek. Kakšen znesek lahko nakažete, oziroma kakšen znesek je primeren za nakazati. Torej, namen tega videa ni, da mi govorimo o znesku ter o vaši naložbi. Namen tega videa, da vam jaz pokažem, kako se nakaže. Torej, nakažete lahko katerikoli znesek. Bodite samo pozorni na to, da je provizija za nakazilo 1 evro. Torej, če nakažete 1 evro, bomo sicer mi verificirali vaš bančni račun, ampak ne bomo kreditirali vašega kriptomat računa, ker bo potem na njemu nič. Torej, lahko pa nakažete 100, 500, 1000, 10.000, 100.000, koliko želite. Zdaj, če pri tem nakazilu potrebujete kakršnokoli pomoč, imate tukaj dostop do podpore preko klepeta in pa imate pa tudi možnost, da prenesete navodila v PDF-u. Če zdaj pritisnem prenesi navodila za nakazilo, bom dobil PDF dokument, v katerem so vsa ta navodila in to si lahko tudi sprintam in mogoče je nekaterim tako lažje. Zelo pomembna stvar je, da lahko nakažete sredstva na kriptomat samo iz vašega bančnega računa. To pomeni, da moja partnerka ne more iz svojega računa nakazati na moj kriptomat račun, temveč jaz moram iz svojega. V primeru, da se vam karkoli zalom, bomo vaš denar vrnili nazaj na vaš bančni račun ali pa če bo manjkala referenca. Okay? To je vse. Tako poteka bančni depozit. Depozit lahko v nekaterih primerih, če ima vaša banka podporo za instant SEPA, se bo ta depozit zgodil praktično instant, v nekaj sekundah. Če te podpore vaša banka nima, potem depozit lahko traja, ponavadi je to, tako bom rekel izkustveno, 1 uro tekom dneva, lahko v nekaterih robnih primerih to traja tudi kakšen dan ali več dni. Večinoma se pa to zgodi isti dan znotraj nekaj ur. To je vse, kar se tiče bančnega SEPA depozita. Zelo pomembno vprašanje je, kako pa jaz dobim denar ven iz kriptomata, kako ga prenesem nazaj na svoj bančni račun. Če sem enkrat investiral v kripto in se v neki fazi odločil, da ga prodam, želim ta denar dobiti nazaj na svoj bančni račun. To naredim lahko na 2 načina. Pritisnem tukaj več in izberem možnost dvigni evro. Evro sredstva lahko prenesem na svoj bančni račun in to naredim tako, da izberem možnost bančno nakazilo, tapnem na to in vpišem znesek, ki ga želim dvigniti iz kriptomata na svoj bančni račun. Dajmo reči, jaz bom tukaj vpisal dvigni 50 evrov. Nadaljuj, prikaže se predogled, ki ga potrdim in dvig je uspešno oddan.
Se pravi, v nekaj urah oziroma dneh boste na svoj bančni račun prejeli 49 evrov, torej zmanjšano za 1 evro provizije. To je to. Hvala lepa za pozornost.